Alfa-terapije se udeležujejo družine iz vse Evrope. Zaradi boljše obveščenosti ter jezikovne bližine, predvsem iz Avstrije in Nemčije. Prav na Jalti pa se je to poletje prvič udeležila programa tudi slovenska družina. Zakonca Boštjan in Helena Kosi ter njuna 5-letna hči Urška. Pred 5 leti se nama je z možem rodila Urška. Takoj sem vedela, da je Urška drugačen otrok. Porabila pa sva kar nekaj časa, da je zdravnik začel verjeti, da je res nekaj narobe. Pri 9 mesecih smo potem dobili potrjeno diagnozo. To je Angelmanov sindrom. Seveda so se že do 9. meseca kazale težave v razvoju. Mogoče je bilo malo lažje, ko smo izvedeli, kaj je, kaj nas čaka. Malo sva raziskala, kaj je Angelmanov sindrom. Nažalost so bile besede zdravnikov ta, da naj začneva razmišljati o drugem otroku. Urško pa naj pač bolj kak ne pozabima. Midva sva se uprla in sva rekla, da bo v življenju naredila vse, kar se da narediti za otroka, ki ima težave v razvoju. Zato sva takoj začela raziskovati, katere terapije so možne. Decembra lani je prišla pošta, kuverta z dokumenti o alfa-terapiji, kjer sva se z možem lahko prebrala, kaj to sploh alfa-terapija je, in ta koncept alfa-terapije nas je takoj prepričal, da je to, kar bi lahko bilo za Urško. Urška je namreč zelo hiperaktiven otrok, ki potrebuje dosti moči, da jo umirimo. Vedno znova ima težave z nespečnostjo, pojavljajo se epileptični napadi. Ogromno teh dodatnih stvari. Predvsem pa, kar nas je prevzelo, je to, da sva prvič zasledila, da se terapevti ukvarjajo tudi s starši. Vidijo nas kot tiste osebe, ki smo najpomembnejše v življenju otroka. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt der Alpha-Therapie ist das Elterncoaching. Hier sind die Eltern in den therapeutischen Prozess involviert. Das beginnt bereits bei der Delfintherapie, dass die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Delfinbegegnung erleben können und so die Prozesse, die bei ihren Kindern sich ereignen, auch verstehen können. Selbst werden sie auch in einen therapeutischen Prozess mit eingebunden und es lösen sich bei ihnen auch Prozesse aus. Das ist sehr wünschenswert, denn nur wenn die Eltern auch einen Schritt machen, ist es möglich, für die Kinder einen Schritt zu machen. Po zaključku uvodne terapije z delfini je tako pri otrocih kot tudi pri starših ustvarjena idealna osnova za maksimalno učinkovitost nadaljnjih terapevtskih postopkov. Zato se skupina preseli nazaj v hotel. Nadaljevanje terapije je seveda prilagojeno vsakokratnim individualnim posebnostim in potrebam klientov. Običajno pa se njihove psihofizične sposobnosti izboljšujejo s pomočjo 4 ustaljenih terapevtskih metod: delovne terapije, umetnostne terapije, fizioterapije ter različnih masažnih tehnik. Pogojno in zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da se delovna in umetnostna terapija pretežno osredotočata na psihični oziroma kognitivni aspekt, fizioterapija in masaže pa na fiziološki oziroma motorično-gibalni aspekt. Ključno pa je to, da vse 4 metode v medsebojnem prepletu, le z različnimi poudarki in pristopi, stremijo k istemu smotru, dvigu kvalitete življenja v smislu čim večje neodvisnosti in samostojnosti ter vključenosti v družbo. Sočasno s potekom omenjenih terapij so, kot rečeno, nadaljnjega tretmaja deležni tudi starši. Vodilno načelo koncepta alfa-terapije je namreč, da družino obravnava kot dinamičen, koherenten sistem relacij med vsemi njenimi člani, kar pomeni, da vsak družinski član vpliva na celoten sistem in obratno, celoten sistem vpliva na vsakega družinskega člana. Odkrivanju in odpravljanju nepravilnosti v delovanju družinskega sistema se v skupinskih in individualnih seansah strokovno posveča doktorica Christa Brugger. Kinder sind Träger ungelöster Themen, Belastungen, gefährlichen, negativen Gedankenformen aus unseren Familiensystemen.
Und wir Eltern sind natürlich die Überträger dieser systemischen Belastungen, die, wenn wir sie nicht selbst erkennen, unsere Kinder von uns übernehmen. Meine Arbeit besteht nun, genau diese gestauten Belastungen auszudrücken in Wort und Gefühl, um dann die Kinder von dem Band zu befreien, dass sie das, was Eltern nicht erledigt haben, in ihr eigenes Leben nehmen müssen. Und somit sind sie dann frei für ihren eigenen Schicksalsauftrag, frei für ihre eigentliche Arbeit. Und das ist in diesem Fall die Arbeit einfach in ihrem So-Sein, in ihrer Ausstrahlung, die Eltern in ihrer Lust, in ihrer Freude zu unterstützen und sie dorthin zu bringen, was diese sogenannten behinderten Kindern uns zeigen, nämlich das Leben in der eigenen Wahrheit zu führen. V poznejših popoldanskih urah, ko so vse terapije zaključene, se v namenskem prostoru varovane hotelske plaže odpre otroški vrtec. V njem so dobrodošli prav vsi. Tako otroci, ki so udeleženci terapevtskega programa, kot tudi njihovi bratje in sestre. Prijetno druženje seveda poteka pod budnim očesom dežurnega terapevta. Starši običajno teh nekaj prostih uric z veseljem izkoristijo za lasten oddih in ogled turističnih znamenitosti. Kljub temu, da koncept alfa-terapije absolutno temelji na znanstvenih dognanjih, jo uradna medicina, zaradi nezadostnega poznavanja ter a priornega zavračanja vsega, kar presega njene okvire, še vedno krivično prišteva med tiste alternativne metode, ki jih ne gre jemati preveč resno. Die Delfintherapie als auch die Alpha-Therapie ist mittlerweile durch unzählige Studien als wirkungsvoll bewiesen worden. Die Wissenschaft zweifelt heute nicht mehr an den Effekten der Delfintherapie. Jetzt wäre es notwendig, dass die Kassen anerkennen, dass es sich hierbei um eine sehr, sehr wirkungsvolle Therapiemethode handelt und auch ihrerseits die Unterstützung den Familien gewährt, damit sie diese Therapie in Anspruch nehmen können. In Österreich sind wir im Moment im Prozesse dieser Anerkennung. Bereits eine Kasse hat für einen Klienten die Alpha-Therapie anerkannt und wird sie teilweise finanzieren. Wir hoffen, dass auch die anderen Kassen in Österreich nachziehen werden, diesem guten Beispiel, und auch die Kassen in Slowenien wie auch in den anderen Ländern diesem Beispiel folgen werden. Seveda, alfa-terapija ni neka čudežna metoda, ki bi po 14-dnevnem programu zagotavljala ekstremne ter vnaprej določene učinke, in tega tudi ne oglašuje. Treba se je zavedati, da nobena metoda ali enkraten poseg nima smisla, če se doseženih učinkov stalno in kontinuirano ne nadgrajuje. Vsekakor pa lahko alfa-terapija predstavlja relevanten košček mozaika celotne terapevtske dejavnosti na poti vztrajnega napredovanja po majhnih korakih. To je neki drugi vidik, ki staršem pomaga, da začnejo gledati na življenje z otrokom, ki ima težave v razvoju na drugačen način. Vsi smo v Sloveniji vpeti v določene kalupe, imaš drugačnega otroka, ki mora iti v vrtec, v razvojni oddelek, mora iti v posebno šolo, moramo se držati strogih navodil, spremljajo nas non-stop strokovnjaki. Bistvo pa je v tem, da je vsak otrok drugačen, vsak otrok se drugače razvija, vsak otrok rabi drugačno nego. In želim povedati, da starši moramo dati otrokom priložnost, da spoznajo in doživijo vse možne terapije, ki niso vezane samo na tablete, ker mislim, da samo na taki način lahko dosežemo najboljši napredek pač v okviru bolezni, ki jo ima naš otrok.